Pozdravljeni v oddaji, začnimo teden z Lili Sorom. Ja, verjetno se zdaj sprašujete, kaj te govori, glede na to, da na drugi strani ekrana ni Lili. Prišlo je do situacije, da sem jaz uskočila, ker je Lili zadnje dni svoj ves čas posvetila negi svojega mačka, živali. Čiko mu je ime, bil je operiran, za sabo ima en težek poseg in ker že toliko časa ni spala, je rekla, Špela, imam eno idejo, ko ne vem, a je butasta, ker sem jaz toliko že nenaspana in blodem. Mogoče se ti bo pa zdela kul, a bi lahko ti za to prihajajočo oddajo uskočila in lahko govoriš, o čemer češ, minutaže imaš na voljo, kakor češ, ti sam povej, če si za. In jaz sem rekla, Lili, ni problema, komot uskočam, tako da hello, danes sem jaz namesto Lili. Sem se pa odločila, da bom v bistvu to oddajo namenila intervjuju, ki sem ga pa jaz naredila z Lili leta 2020. Takrat sva govorili o numerologiji na splošno. Kaj je to za ena veda, zakaj se jo jaz toliko rada poslužujem, kje prosim za podporo numerologije. In meni se zdi, da glede na to, da je ta video na mojem Instagram profilu takrat videl, mislim, da 50 ali 60 tisoč ljudi, da je to sicer veliko za en kanal, ampak še vedno v primerjavi s celotno populacijo Slovenije mal. In zdaj bo tale intervju prišel za tem, ker bom jaz nehala govoriti in obstaja verjetnost, da bo dosegel tudi tiste, ki ga pa mogoče na Instagramu še niste videli. Predvsem bi rada delila to mojo izkušnjo z numerologijo, to boste zdaj videli v intervjuju. In verjamem, da bo siguran kdo od vas na drugi strani začutil, da pa tudi oziroma da je pa tudi mogoče čas, da gre po kakšen uvid s pomočjo Lili in njega neskončnega znanja na področju numerologije. Uživite ob ogledu, lahko tudi v spodaj kaj komentirate. Naslednji teden vas pa že pozdrav Lili. Do takrat pa vibrirajte visoko. Šla sem do Lili, ne bom vam povedala, kdaj sem šla, ker to niti nima veze. Sem pa zelo navdušena nad tem, kar sem tam zvedla. In zdaj moram priznati, da vsakič, ko koga spoznam, najprej pošljem številke Lili, prever, koga je na tem, valjda se posle odločam po svoje, ampak je pa fajn vedeti, ne? Ker numerologija, ena od teh vej ezoterike, o katerih sem vam govorila, nam pove, kaj točno. Marsikaj. Recimo, pri primeru kompatibilnosti je zelo dobrodošla. Se mi zdi eno zelo pomembno področje, ki ga velikokrat spregledamo, je vzgoja otrok. Ker dejansko numerologija nam pomaga razumeti sebe, se pravi, kdo smo, zakaj tako delujemo, kje so naše lekcije, kje so naši izzivi, v čemu smo močni. Ker ponavadi je tako, to, v čemer smo močni, nam je tako samoumevno, sama veš, kad jaz govorim, ti si ful fantastična v tem, in pa on reče, to ni nič kaj tacga, ja, tep ni nič kaj tacga, nekomu drugemu pa je, ne? In se mi zdi, sploh pri vzgoji otrok je pomembno, ker otroče, ki pride na svet, ki je v pleničkah, se mama lahko vse ve, pa vse čuti, ampak čuti dano stanje, kako se počuti, ne ve pa, kdo je on kot duša, ne ve, kdo je on kot osebnost. In če imaš ti otročka, ki potrebuje ful svobode, zato ker je tak tip človeka, pa pač rabiš, da je to svobodo. Če imaš pa pred sabo otročka, ki se karmično uči obveze, odgovornosti, ne zaštihati nekoga, je pa velika razlika, mu boš ti pustil zdaj svobode, da dela krče in ponovil iste napake, ali se mu boš trudil že od majhnih nog vcepiti nek način razmišljanja in tako naprej. To je recimo eno tako veliko področje, ki je popolnoma spregledano. Razlika med numerologijo, astrologijo, recimo tudi sprememba imena, sprememba priimka. Drugače si pa tukaj naprej ti vedi dokaj podobni. Lahko gledamo obdobja, lahko gledamo kompatibilnost z drugo osebo, lahko gledamo, kaj je za nas najboljša izbira poklica, v čemu smo močni, poslanstvo, karma, lekcije, marsikaj. Jaz ti mu rečem, da je tukaj navodila za uporabo. Škuno kodo, ko dobimo, to je v bistvu naše ime, priimek, pa rojstni datum. Se pravi, zdaj si omenila spremembo imena. Zdaj iz vidika tvojega foha, je to ni priporočljivo, da zamenjaš. Je priporočljivo, samo je priporočljivo prej pogledati, v kaj zamenjaš. Ker se pravi, Špela Grošelj kot Špela Grošelj je tvoja vibracija. Če bi zdaj mi dve našli nek priimek, ki je vibracijsko zelo podoben Grošelj, je to super. Se pravi, če je oseba, če mogoče posplošva, če imamo neko osebo, ki je izjemno sramežljiva in se ta oseba poroči, dobi drug priimek in ta priimek, ki pa prinese vibracije nekoga, ki je zelo pogumen. Ker se zgodi je potem to, mi
rečemo vesolju, zdaj karikiram, jaz sem Jaka Racman, se pravi, vesolje bo dalo izkušnje Jakata Racmana. Če bo zdaj Jaka Racman, ki ni glih nek Superman, spremenil ime v Supermana, bo vesolje mu dalo situacije primerne za Supermana, katerim Jaka Racman ne bo kos. In jaz bom zdaj tako rekla, jaz se s tem ukvarjam 15-18 let, res dnevno, res veliko imam tega. Vse dame, ki so k meni prišle ob ločitvi, je šla ta sprememba v neharmonijo. In vsakeč, ko temu govorimo, ali kakšen članek, ali jaz kaj objavljam, je tudi ogromno komentarjev, ko mi ženske govorijo, res je, tudi jaz se nisem počutila jaz s tem priimkom. In ko ti nisi ti tudi v odnosu ne moreš funkcionirati. Kar ne pomeni, da zdaj vsak odnos bo šel v maloro, kar ne pomeni, da nam ta moški ni namenjen. To samo pomeni, da je treba biti previden, to se lahko reši s srednjim imenom, to se lahko reši z obema priimkoma, neko črkico, da se veliko narediti, je pa pač za biti previden, kaj delamo. Ni pa nujno zdaj slabo, da se ne bo narobe razumeli. No in pri numerologiji je pomemben ime pa priimek. Ob rojstvu. Ob rojstvu. Tako je. Ne zanima te datum rojstva, ne zanima te ura rojstva? Datum rojstva rabim, ure rojstva ne. To je razlika med astrologijo. Se pravi, astrologija preučuje položaj planetov ob točnem trenutku našega rojstva. Mi gledamo pa ime in priimek ob rojstvu. Tudi ko gledamo obdobja, astrologija preučuje položaj planetov, pa kjer so retrogradni, to zdaj si vemo, Merkur, ki je retrograden, gre vse narobe. Numerologija pa izhaja iz samega datuma in te kombinatorike. Tako da ti dve vedi si nista nič sorodni. Potem ker jaz sem pač pela Grošelj, za ime sta se odločila moja starša, priimek sta tudi je mami dobila že od svojih staršev, jaz pravzaprav tle nimam nobenega vpliva na to, potem takem. Je to meni že vse dano, položeno v zidko. Numerologija trdi, da si ime izberemo sami. Zdaj ti bom pa še eno zanimivost na dušnem povedala. Nivoju. Tako. Okay. Nekaj tudi starše ne bi si izbrali sami, izkušnjo tukaj ne bi si izbrali sami, lekcije ne bi si izbrali sami. Karmo smo si predelali sami. V to sem 100%. Karmo smo sami predelali. Kar je meni zanimivo, ker smo v zadnjem času tudi zelo veliko svetovanj pred rojstvom otročkov. Se mi je že zgodilo, da je bil par, nista vedela, boste imeli punčko fantka, vsega skupaj je bilo nekih 17 kombinacij. Vse izračuni so bili enaki. Veliko krat se dogaja, ko recimo imaš primere, ko pride mamica, pa reče, točno vem, da hočem, da je moj otroček to in je to. Imaš pa primere, ko pride s 5-6 kombinacijami, ta priimek, ampak rdeča nit špela je vedno ista. Mene to vsakič posebej fascinira. Tisti, res duša ve. Duša ve, mi tukaj mislimo, koliko imamo fulologe kot starši, pa mogoče je res nimamo toliko. Kar pomeni tudi, da naši starši niso za čisto vse krivi, kar mi danes predelujemo. Kaj pa misliš si o tem, da mi dejansko dedujemo za 7 generacij, vseh vzorcev, genov, karme in tako naprej? Kaj si misliš o tem? Dejansko numerologija v priimku to razlaga, ne? In v karmičnih zapisih in tako naprej. Tako da ja, sigurno. Zdaj se tudi že znanstveno dokazuje, da travma, ki je zapisana v DNK, še vedno ostaja. Se pravi, tudi če mogoče mi nismo bili v vojni, ampak so naši starši bili. In to se recimo zdaj pri koronavirusu zloviti. Odziv je zelo tak na smrt in na življenje, kar prišel bo in pobil nas bo ta virus. Pa nočem reči, da ni nevaren, ne me narobe razumeti. Ampak naš odziv je pa tak, kad je 3. svetovna vojna. Ja. Torej, pri numerologiji rabiš ime pa priimek in potem nekaj seštevaš. Res je, takole seštevam. Takole sešteva. To pa tako zgleda, kadarkoli pridejo k meni na svetovanje, ljudje pa tako gledajo čuden, kaj ne zdaj delam 106, 9, 15. Ja, se pravi, to, kar smo zdaj le pokazali, prvih 5 stvari. To ti bom dala malo ven, da se te vidi. Dobro smo računali, čin, vino pomaga pri računanju. Vino pomaga pri računanju in upam, da boš ti pol meni za datum, ko sem te spraševala, pa za ime pa priimek zračunala in da boš tako naračunala, da bo zdaj to držal. Se pravi, dragi moški, če hočete, da kdo reče, da moram se da prišpeli, hetam se. Se pravi, teh prvih 5 števil, ki jih boste videli na zaslonu, to so osebna števila. To je to, kar mi izračunamo iz imena in priimka. Zdaj, ko govorimo o neki kompleksnosti ljudi, vsako to število razlaga drugo področje. Se pravi, mi smo v odnosih s kolegi, s sosedi, s prijatelji, sodelavci drugačni, kot smo v partnerskem odnosu. Ali pa v odnosu kot mi kot otrok, ali pa mi kot starši. Zaradi tega so različna ta osebna števila, ki to razlagajo. Potem število osebnosti je zanimivo, ker razlaga, kako nas okolica vidi. Se pravi, nam lahko pomaga, zakaj nas vedno narobe razumejo, zakaj vedno naletimo na ljudi, ki nas ne razumejo ali pa nas hočejo zatirati. Zakaj mogoče nas tudi razumejo na način, ki je nam popolnoma tuj, ko mi rečemo, jaz res nisem tak. Ezoterika ima še vedno nek stereotip, to je mešane megle. To je kar neki, to si pač zmišljujete, In sebe mogoče ne vidno v danem trenutku,
kako je to nekoč bilo. Ampak to, da smo mi opozorjeni na to, je pač pomembna informacija. Se pravi, če ti veš, da ti ljudje dojemajo malo bolj zasanjeno, boš pač prišel z malo bolj krajšimi, jasnimi, ostrimi stavki. Če te pa okolica dojema kot arogantne, in to je recimo karmični dolg 19.1, ti ljudje se ne zavedajo, da so arogantni. To je njihova v bistvu lekcija. Ne? Oni mislijo, da so vsi taki. Vsi grejo na nož, vsi te hočeš škodovati. Svet je sovražnik, vedno moraš biti v obrambi. Oni ne razumejo, oziroma še nimajo tako močne izkušnje empatije in sočutja, da bi se počutili varni. In tudi to pomembna informacija, če te svet takega dojema, se pravi, če te svet dojema kot arogantnega in napadalnega, boš pa malo bolj mehak v svoji komunikaciji. A ne se vsi poznamo ljudi, ki se usedeš, pa se zmeneš, pa greš. A ne? Ja, in potem poznamo mečkače, ki se usedeš, pa se probaš zmeniti, pa se meniš 3 mesece in pa rečeš, ajde, dosta više, ne moram za več meniti. Ja. In potem so ljudje, ki jim rečeš, da je tole nared super, fino, fajn, ki potem še celo popoldne doma jokajo, koliko je ta agresivna in taka in komandira. Ne? Se pravi, to razumevanje sebe in mogoče osebe, s katero imamo opravka, je zelo dragoceno. Nujno morava se dotakniti tega, kar si prej rekla, da večina oziroma določeni ljudje še vedno mislijo, da je in numerologija kot veda, in astrologija kot veda mlatenje prazne slame. Ja. Jaz bom tako rekel, če pogledamo v zgodovini, japonski cesarji, kitajski cesarji, vsi te neki pomembne figure v zgodovini, vsi so imeli zraven sebe astrologe, mojstre džotiša, mojstre numerologije in tako naprej. Exactly, zato sem jaz tok not, zato imam jaz Lili from time to time na telefonu, pa kar message. Meni se itak zdi, da, no ne bom šla tja, ampak ne, veš, vsi se ukvarjamo z kako bomo zgledali, pa da bomo imeli osebnega trenerja, pa da bomo imeli, ne vem, osebnega, valjda, zdravnika, zdravnika, vse to. Ko gre pa za ali coaching, ali za psihoterapeuta, ali za nekaj, kar dejansko vpliva na našo dušo, ne, tlej pa totalen ignor, ker pač to je pa vse čunga bunga scena. Jaz skušam ljudem povedati, zdaj tudi s tem prispevkom, to se sliši tako zelo resno, televizijsko, s tem IGTV-jem, da to sploh temu ni tako. Ne. Si sama veš iz najnih pogovorov, koliko globino grejo lahko neki v video, koliko so res lahko specifični. Ampak zato pa ti res rabiš celotno sliko, se pravi vseh 5 osebnih števil, prednike, lekcije, karma, vse to, kar je bilo prej pač na zaslonu. Kombinatorika tega si ti. V dani situaciji si ti lahko kdorkoli, zdaj ne ti, kdorkoli lahko zelo oster, zelo napadalen, v dani situaciji pa lahko mehka medvedaka. Tle nam to pomaga razumeti, zakaj smo včasih mogoče preveč na nož, mogoče smo počasih preveč pasivni, zakaj dopuščamo ljudem, da hodijo po nas, zakaj dopuščamo laži, to, uno, tretje. In to je numerologija je ful pomemben podatek, kar se pri tem, ko govorimo o temu, se pa to ne vidi na ven. In če tako pogledaš za razne kremice, pa za celulit, moram ti reči, se opravičujem, ampak ena tvojih najboljših izjav ever meni je bila, seveda imam celulit, samo ne kažem vam ga. Jaz sem res! To je naravno in vsi to imamo, ampak smo pač v nekem obdobju, ko je vse zelo fake. Je važno, da si na Instagramu lep, mlad, čeprav imaš pa zdaj dve skrajnosti, ne? Po eni strani je vse zelo fake, pa vsi so picture perfect, pa imaš pa zdaj tudi neka novodobna gibanja, ki se zadnji mesec odvijajo. Sprejmite se take, kot ste, pokažem vam celulit, pokažem vam bauh, pokažem vam vse, ampak jaz vedno rečem, jaz vse to imam, sam ne kažem zaradi tega, ker še vsem ne spodbujam tega, ker skrb zase, za svoje zdravje, se mi zdi tako number one pomembna. In zdaj kakšen vzgled bi jaz bila ljudem, če rečem, imam celulit, imam bauh, imam, ne vem, 38% maščobe, jaz sem cool, bodite še vi taki. Ne, vi bodite ful boljši, meni pa trenutno zaradi tega pa tega ne znese, ampak nisem ponosna na to. Tako da mi je tudi ta kontra smer zadnja cajta se tudi križam. Tudi če gledamo vsi ti neki fitness programi, pa z vsem spoštovanjem do športa, vse je pomembno, ampak če je razlog to, da bom zdaj dobro izgledala v kopalkah in bojo tipi žvižgali za mano, je velika razlika, ali je razlog to, da jaz želim imeti zdrava jetra, pa zdrave ledvice, pa 80 biti vitalna, pa prideti na fucking Triglav. To sta dve zelo različni skrajnosti. Si tudi v ezoteriki isto. Se imamo veliko tega, da ljudje mogoče še ne znajo tako dobro teh stvari, ki jih upravljajo, pa mogoče tudi kaj narobe povejo. Tudi v kliničnem centru, ko prideš do kirurga, se ti lahko isto zgodi. To je pač to je res, ampak kako gledaš na to, da zdaj že vsak ta drug bi neki... Vsi se lahko naučimo. Jaz sem tako rekel, tudi numerologija v bistvu je veda, ki se je naučiš. Tako, ko se naučiš matematiko. To ni nek dar special. Pač eni imamo smisel za jezike, recimo meni so jezike strašni simpel. Jaz jezike zelo težko učim, ker meni je to logično. Jaz ti bom težko razložila, zakaj sem zdaj točen ta cajt v pretekliku uporabljala. Ampak recimo kakšne druge stvari mi pa ne grejo. In nekomu gre pa recimo, ne vem, kemija, folizi, pa mu jeziki ne grejo. In to je isto, pa če enim numerologija gre, ker to je vse teachable.
Čim je to znanstveno, pomeni, da se lahko tega naučimo. Ja, mogoče imaš malo več smisla, mogoče ga imaš malo manj. Jaz imam skoraj 20 let kilometrine za sabo, ko ti tudi nekaj da, ko ogromno z ljudmi delam. Kilometrina je vse. Sigurno, ko vidiš ti to kombinacijo, pa ko to vidiš, ko se to v 10, 20 primerih enako odraža, pa se pogovarjaš z ljudmi, recimo, ko se tako odprte kateka, recimo tudi meni daš nazaj feedback, ko se tudi jaz nekaj naučim. Vedno se učimo v življenju, se mi zdi, da je pomembno, da se tega zavedamo. Jaz smo se ful naučili, pa ful predelali, ampak osebnost narast, duhovna rast, to se ne konča. Nismo zato sam prišli, da bomo zdaj počivali, ne lahko, ampak ni to namen. Pa po drugi strani pravim, tudi če bi že vse vedeli. Boring bi bilo, kaj pa bilo. Na roza oblaka bi sedeli, harfo bi špilali in kva. Ne, se strinjam, mama mi vedno prav, da se cel življenje učimo, pa neumni umremo. Res. Ne, ker pač Pa nikoli se ne dojamem, moreš koliko je vsega še za naučiti. naučiti. Ja. Ampak izkušnje, ki pa jih imaš z vsemi temi, ko smo bili pri tebi v zadnjih 20 letih, kolikrat si se zmotila? Da bi rekla jaz tega niti mogoče ne gledam tako prav ali pa zmotila. Ampak Ne. moram reči, da feedback Kolikrat si dobila napačen vibe? No, tako bom rekla, da si bila prepričana v neki. V bistvu je to, ne vem, če je to sploh čisto možno pri numerologiji, ker je ful Okej. precizna vedeti. Okej. Tako bom rekla, kolikor se to mogoče komu zdaj, kar bom rekla, sliši za lase privlečeno, ampak ti, ko greš na ultrazvok, slika je slika. Ti zdaj imaš nekoga, ki lahko ultrazvok zelo narobe interpretira. Imaš pa nekoga, ki ga bo izvrstno isto sliko pogledal. In pri numerologiji isto, določena kilometrina ti da svoje. Sem pa tip človeka, ki mogoče, ko bo rekel, če me boš nekaj vprašala, kar mogoče ali presega moje znanje, recimo na začetku moje poti, ali pa nekaj, kar se ne da z numerologijo pogledati, bom jaz to povedala. Ker to pa bi opozorila, numerologija ne šloga. Ja, Numerologija ne bo rekla, to Ja. niso vede, ki bi rekle, to se bo zgodilo. Ja, so obdobja, ki je več možnosti, da se bomo preselili, da se bo to zgodilo. Da se bom bo jaz noseča, da se bom poročila. Tako, kar pa ne pomeni, da se boš, ker imamo Ja. svobodno voljo. Neke začrtane smernice imamo, fajn je, da jih razumemo, fajn, da jih razvijamo, ampak to pa ni, zdaj pa tako pa mora biti. Včasih so te napovedi lahko na vide zelo ozke. Jaz sem lansko leto za ono napisala, da bo stvari se bojo postavile na glavo, zelo nas bo vrglo in da pojavile se bojo na politični sceni osebe iz preteklosti. In potem je gospod Kacin znova z nami in gospod Janša znova z nami, ki ga 2019 nihče ne bi predvidel. Ampak včasih so te stvari res tako ekstremno logične in evidentne, da zveni kot šloganje. Ja, razumem. Jaz nisem rekla, ta pa ta oseba bo prišla, to se bo zgodilo. Logično je, ker je seštevek 2024, da se bodo izzivi pojavili na fizičnem področju, ker je štirka fizično telo, ni pa nujno. Lahko bi bili potresi, lahko bi bil na drugačen način, pač ko se je zmanifestiralo. Lahko pa seveda potem, ko se nekaj zgodi, stvari zvenijo zelo ozko in mogoče zaradi tega tudi ljudje na prvo žogo, pa mogoče se ne spoznajo, toliko na to zamenjujejo te stvari. No in če zdaj pogledamo malo v snov, kako se ti tega loteš? Najin primer danes je Jaka Racman, Tako. rojen 9.1.2004. Se pravi, to ni od Walt Disneyja, Jaka Racman. On je malo starejši. On je malo starejši. Se pravi, najprej pogledamo 5 osebnih števil, ki nam razkrijejo od našega poslanstva do tega, kakšni smo odnosi, kakšnega partnerja potrebujemo, kdo bi nas osrečil, kdo nam prinaša lekcije, zakaj mogoče vedno napačne ljudi pritegnemo, to, kar smo se že prej dotaknili, sliko, ki jo dajemo, zakaj nas narobe razumejo, kako nas dosegajo. In potem je na koncu še število zrelosti, ki nam pa pove, kakšni smo mi, ko smo zreli. Se pravi, to ne bi bil nek ta cilj našega življenja, ko se združijo naši izzivi in naši darovi. In to lahko povezujemo s krizo srednjih let. Ker ogromno, kad se zgodi, zdaj, če ima nekdo 5 številk, imamo. Če so si te številke med sabo harmonične, to so osebe, ki načeloma dosti v easy grejo skozi life. Tisti ljudje, ki grejo pa življenje zelo iz enega ekstrema v drugega, imajo pa po vsej verjetnosti malo neharmonije ali pa imajo kakšno število premočno. Se pravi, če imamo 5 osebnih števil, pa ima nekdo 3, 8, ki je to kar močno. In običajno število zrelosti je pa tisto, ki to pol balansira. Torej, če imamo nekoga, ki je recimo večino življenja usmerjen v kariero, v uspeh in tako naprej, mu družina reče, ne pride na misel, pa se pa kar nekaj to obrne, je velika verjetnost, da se je sprožilo novo število zrelosti, ki se sproži v drugi polovici življenja oziroma ko smo že kaj predelali. Tako da to lahko povezujemo s tem, kar mi rečemo kriza srednjih let. Ko se stvari kar naenkrat spremenijo, vrednote se nam spremenijo, mi se spremenijo, okolica cela. A ti zdaj veš, kam me zdaj v mislih? Ne, misli pa ne znam računati, tudi pod vplivom vina, ampak misli pa ne znam brati. Če gre po kristalno kroglo, da vidim, če tako kozarca lahko na to misli. Se vem, da veš, sam nisi hotela pred kamero. Kivarska osebnih podatkov, če pa si zraven mene. Sorry, prekinila sem te. Ne, krdej, kaj si imela v mislih? Ne, pač imela sem v mislih. Wink, vse smo se zmenili. No in potem ti to zračunaš kako? Pač
Se pravi, iz imena in priimka ob rojstvu, pa posebej formulah, vsaka črka ima svojo vrednost. Dobro. In potem imamo še rojstni datum in to potem po teh formulah število duše, recimo je seštevek samoglasnikov, to ponovadi ljudi najbolj zanima, kombinatorika, ljubezen in tako naprej. Tega ne gledamo z rojstnega datuma. V rojstnem datumu gledamo, s kom smo kompatibilni na poslovnem področju, kot prijatelji, kot kolegi, kot sodelavci. Ko govorimo pa o naši duši, se pravi, ko govorimo o našem partnerju, ko govorimo o tisti nekem soulmate connection, pa vedno gledamo število duše, to so naši samoglasniki. Okay. In zdaj smo zajakata. Povedali, da ima število 4. To pomeni, da rab ful veliko varnosti, to pomeni, da bo dolgo časa rabo preden bo svoje čustva, sploh ni podoben iz Walt Disneyja, svoje čustva izrazil, zelo veliko, tudi rutina tem ljudem veliko pomeni. To so recimo ljudje, ki bodo vztrajali v zelo slabem odnosu, ker so na to navajeni. In ta občutek rutine in ponavljanja jim lahko daje sicer lažen občutek varnosti, ker oni vejo, ker lahko predvidijo, kaj bo, tudi če bo to zelo slabo. Če greš pa ti nekam stran, se pravi, ti ljudje se zelo slabo odzivajo na nenadne spremembe, na nekaj, kjer nimajo kontrole, nekaj, kjer nimajo besede. In se zelo težko privadijo, mogoče tega niti ne pokažejo. To niso tisti ljudje, ki vpijajo in se hudujejo, ampak noter trpijo in se težko navadijo in se počasi premaknejo, ker stvari so se tako že 3000 let tako delale in če se meni vpraša, gremo lahko nazaj v jamo, sam rabim internet. So pa ljudje, ki so zelo odprti, zelo outgoing in tako. In te številke, ki ti vidiš, ne vem, število življenjske poti je toliko, število usode, ti točno veš. Ampak to ti da pa 20 let, to ti da pa 20 let tega dela. Točno vidiš človeka, kako funkcionira. Obstajajo ljudje, ki so recimo zelo humanitarni, zelo odprti, zelo topli, pa so recimo lahko doma pa hočejo pač svoj mir, lahko so to čustveno zelo nedostopni in obratno. So ljudje, ki so zelo komunikativni, zelo odprti, pa so doma mogoče bolj zadržani. Zdaj pa prav, nikoli ne veš, kaj se dogaja za zaprtimi vrati. Ali pa ne, in to recimo zelo pomaga. Sploh dosti tudi, ko imam svetovanje za pare, numerologija ti tle da pomemben podatek ene osebe in druge osebe. In tukaj pač punčke smo take, daj ti meni povej, mucek, srček, in potem ti možakar že 3krat pove, daj mi mir, da razmislim, in potem še mi lahko poveš. Je treba razumeti, da tem ljudem je to res prilivanje na ogenj, ker če imaš ti na drugi strani nekoga, ki rabi svoj mir, ko je v stiski, ki se rabi umakniti, dejansko s tem prilivaš na ogenj. In potem, ko ta oseba popeni in te nekam pošlje, si pa žrtev. Tako da, pa to tudi moški včasih počnejo, da ne bova zdaj vezale na spol, ampak to razumevanje, se pravi, ti rabiš to v stiski, tvoj partner rabi to, ti ko to rečeš, si v bistvu povedal to, tvoj partner, pa to nek tak Google Translate, kadar govorimo o dveh zelo osebnostno različnih osebah, In sploh, ko govorimo o soulmatih, se je super, pa romantika pa vse, ampak ponovadi naši soulmati so tisti, ki nam najbolj hude lekcije dajo, se pravi, tisti, ki nas lahko mogoče tudi zelo prizadanejo, kajti samo nekdo, ki ti je res tako blizu, ki ti je tako pomemben, ki ti je tako ključen v življenju, se te bo toliko dotaknil. Ampak dobro, potem tako imamo lahko več soulmatov, ker Ene teorije to zagovarjajo. Da imamo seveda pač neko sorodno družino, kjer pač nek je pač twin flame, kjer ne bi bilo res samo enost, Nekaj drugega so pa osebe, ki se nas res v naše globine zelo, zelo dotaknejo, ki se nas seveda ne bo, zdaj bom mogoče grdo rekel, če greš ti na trg v branjevki, ali pa če se pogovarjaš s poštarjem, ali pa pač ne vem z natakarjem, z nekom, ki je bežnega stika, pa ti lahko marsikaj reče, pa si boš mislila, kaj pa ti veš, se me ne poznaš. Ko pa pride v tebi soulmate, ki pa te pozna, ki te pa pozna 200-300 let, pa ti več nimaš kam iti. In včasih tudi to rabimo, se smo se v bistvu prišli učiti. Čeprav jaz sem že malo dosta učenja, stara moja. Ti bi zdaj malo počitnice, zračuni, kje so počitnice. Jaz bi zdaj malo lepo dala na malo pauzice, ker to, kar sem se pa je že učila, pa bože sačuva. Se mi zdi, da letošnje leto je za vse tako. Intenzivno bomo temu lepo rekli. Zanimivo. Bogu hvala, se počasi izteka in smo zdaj že v sredini septembra, tako da 3krat se bomo še obrnili, pa bo 2021. A bo kaj bolj? Ne. Kaj ne? Kako pa misliš, da ne? Ok, boljš bo, kar se tiče odnosov. Kar se tiče teh nekih ekstremnih situacij v eno in v drugo smer, ta nihanja, pa ta dvojna merila, dvojne informacije, nasprotujoče se informacije. Zdaj tudi, za nekaj korona je marsikaj ozavestila, pač maske je treba razen, če ne. To je zdaj treba razen, če ne. To je zdaj tako v bistvu razen, če ne. To bo popustil, je pa seštevek 5, kar pomeni nihanje, spremembe, dinamika, ne bodo potrajne spremembe. Se pravi, malo v to lažbo, stvari, ki se bodo drugo leto zgodile, če vam ne bojo všeč, si malo mislite, se bo minil. Ker bo. Ampak miru, počitnic, noge na mizo, pa telenovele gledate, ali karkoli pač počnemo z relaksacijo, to pa še ne. In njen pogled je bil navdušen, da ste videli. Čisto mi čakam. Nein!
ko želimo res delati na sebi, je včasih orodje, ali je to numerologija, ali je džotiš, ali je astrologija, vse te stvari nam res lahko zelo pomagajo in pri obdobju. Mogoče obdobja. Ja. Včasih tudi v partnerskem odnosu pride do tega, da je ena oseba v času, ko rabi več miru, druga oseba pa več bližine. Veliko krat se zgodi, da dejansko do trenja prihaja zaradi obdobij. Tako da ni vse samo ta kombinatorika, ti pa pašeš k temu, pa ti hormone. Je več dejavnikov, ja. Seveda, gre včasih lahko pa samo za obdobje. Lahko si v obdobju, ko pač ti rabiš biti samostojen. Pa iti naprej, pa se zase odločiti. Seveda v takem letu bo partner trpel, če je navajen tvoje bližine. In obratno, če ti rabiš veliko bližine, pa imaš na drugi strani osebo, ki pa tega ne potrebuje, boš imel pa večji problem. Tako da tukaj je pač več plasti, več stvari, na katere treba biti pozoren, tako da to pač neka res taka celostna slika pa se pokaže. Tako da kdor resnično si želi pogledati v svojo globino, pa dobiti neka, bom rekla, tudi jasne, ne bom rekla zdaj navodila, ker ne maram te besede, ampak razumevanje. Meni recimo osebno je najbolj to pomagalo pri numerologiji, zakaj jaz funkcioniram na način, kot funkcioniram, in potem tiste stvari, ki mi mogoče niso bile všeč, sem znala tako obrniti pa vpet, da sem jih uporabljala tam, kjer so bile dobrodošle. Ker na koncu dneva vse prav pride. Tudi jeza, tudi agresija. Če zdaj pridejo Marsovci in ne začnejo kosati po tleh, nam bo to prav prišlo. Če pogledamo Indijance, ki veš, da so meni blizu, oni so belce sprejeli, so jih nahranili, so za njih poskrbeli in kako so jim to povrnili hvaležni prišleki. Tako da vse v določenem kontekstu je lahko dobro ali slabo. Tako da pač tukaj ne sebe obsojati, pa tiste stvari, ki vas motijo, mogoče pač poiskati tudi to vrstno razlago.